Vozimo se po ulicah Novega mesta z novim oziroma novodobnim Defenderjem. No in tukaj za volanom se počutim povsem sproščeno oziroma udobno, pa čeprav po teh ozkih mestnih ulicah krmarim kar 2,5 toni težko zver. Vozniški položaj je zelo prijeten in novi Defender se pelje zelo avtomobilsko, kot kakšen klasičen SUV. In tudi, če mi pogled nazaj blokira veliko rezervno kolo na zadku, imamo tukaj povsem običajno vzvratno ogledalo, ki ga s preprostim klikom spremenimo v vzvratno kamero. Ta je nameščena na strehi in se tako velikemu rezervnemu kolesu preprosto izogne. In tudi parkiranje ni težava. No, seveda morate v zakup vzeti zajetno širino vozila, ampak poglejte tole. S kamerami okoli vozila bi recimo lahko pripravili kar kakšen prenos nogometne tekme. Tako učinkovito pokrivajo vso okolico vozila. Verjetno že pravilno predvidevate, da bo ta Defender večino svojega časa preživel v mestih in v resnici je pri vsakodnevnih opravkih povsem znosen. Ampak če Defender ne bi bil dober na terenu, preprosto ne bi imel smisla. Ste izkušen off-road voznik? Ne skrbite, če je odgovor ne. Defender nove dobe je tako dober terenec, da še tako neizkušenega voznika spremeni v off-road eksperta. V Defenderju prejšnje generacije smo imeli tukaj 2 klasični mehanski ročici. No, zdaj imamo tukaj velik zaslon na dotik in pa nekaj gumbov. Tako je kot v kakšni off-road restavraciji. Samo izberemo glavni meni, torej način vožnje, ki je primeren dani podlagi, nato pa dodamo začimbe. Izbiramo lahko višino oddaljenosti vozila od tal ali pa po potrebi vklopimo reduktor. In Defender nam darežljivo postreže z učinkovito terensko vožnjo na najrazličnejših podlagah. No, celo način za brodenje po vodi imamo na voljo in s takšnim Defenderjem lahko brodimo po kar 90 cm globoki vodi. In pri tem je naša naloga le, da vse podatke zelo preprosto spremljamo na osrednjem zaslonu. Nekako tako je, kot bi imeli na voljo nekakšen terenski tempomat. Paziti moramo le, da naši podvigi ostajajo v mejah zmožnosti vozila, je pa res, da so te večinoma boljše od primerljivih konkurentov. Zato verjamemo, da tudi tisti pravi ljubitelji off-road vožnje, stare šole, ne boste ostali praznih rok. Šasija tega avtomobila je namreč najtrdnejša od vseh modelov, ki jih je kdaj proizvedel Land Rover. In tudi že samo podvozje je plod 70 let razvoja od tistega prvega Land Roverja, ki je nastal kot odgovor na ameriškega džipa. Če se soočimo z višjo overo, lahko podvozje po zaslugi zračnega vzmetenja dvignemo za 15 cm in tako dobimo spodaj 30 cm rezerve, kar je celo 5 cm več od starega Defenderja. Vstopni kod znaša kar 38 stopinj. No, to je sicer nekoliko manj od predhodnika, ampak to gre predvsem na račun večje varnosti. Izstopni kod pa znaša celo 40 stopinj, kar pa je celo nekoliko več kot pri predhodniku. In podvozje izjemno blaži udarne jame tudi pri res hitri vožnji. Vzmetenje namreč 500krat na sekundo beleži dogajanje in tako omogoča res udobno vožnjo, ne glede na podlago, po kateri se vozite. In v takšni vožnji bo lahko uživalo do 6 potnikov, čeprav gre v tem primeru za kratko 3-vratno različico z oznako 90. Tukaj spredaj imamo namreč dodaten zložljiv sedež in tako se lahko spredaj tudi 3 odrasle osebe povsem solidno peljejo. No, ko sedeža ne potrebujete, pa ga preprosto zložite in tako pridobite nekaj dodatnih odlagalnih mest. In mimogrede, različica 90 je tudi dimenzijska osnova za tiste bolj robustne delovske različice Defenderja, tudi tovorne, ki jih bodo lahko uporabljali elektro ali pa komunalni vzdrževalci. Avto, ki stoji za nami, se je zgodil kot evolucija robustne škatle. Danes Defender ni več le terenski brezkompromisnež,
ampak mora zagotavljati tudi udobno vsakodnevno uporabnost. Kljub temu, da imamo tukaj velika 20-palčna platišča in pa recimo odprto uživaško platneno streho, ki jo mimogrede pri blatni vožnji nikakor ne pozabite zapreti, se še vedno zdi, da je Defenderja pri terenski vožnji skoraj nemogoče zaustaviti. Novi Defender je nabit s tehnologijo in udoben, a ostaja pravi terenec. Terenec nove dobe.